Slovenska demokratska stranka danes tukaj končuje dvodnevni letni posvet. Strokovni svet Slovenske demokratske stranke je ravnokar predstavil oceno stanja v državi. To oceno nismo sprejeli zato, da bi kritizirali vlado ali stanje nasploh, ampak zaradi tega, ker je zdaj pred nami priprava programov sprememb, vključno z ustavnimi spremembami. In danes smo se nekako dogovorili za rok, to je do konca tega leta, ko bo Slovenska demokratska stranka tudi programsko pripravljena na naslednji mandat. Kljub temu, da poudarek ni na oceni stanja in kritiki, bi vendarle izpostavil tri stvari, ki nas najbolj skrbijo v tem trenutku, glede na to, kje Slovenija je. Gre za naraščanje brezposelnosti, potem, ko se je ta trend že ustavil v Evropski uniji, gre za nadaljevanje zadolževanja, enormnega zadolževanja in gre za perečo finančno nedisciplino, zaradi katere propadajo tudi dobra podjetja. Glede naraščanja brezposelnosti smo se seznanili z podatki in primerjavo med Slovenijo in Evropsko unijo. Ta primerjava kaže, da se je brezposelnost v Evropski uniji od leta 2008 do konca leta 2010 zaradi gospodarske krize povečala za 45%. V tem istem času se je brezposelnost v Sloveniji, ki je bila v enaki gospodarski krizi, povečala za 85%. In ta trend se ni ustavil, tako da je v tem trenutku to pravzaprav eden največjih tako socialnih kot javnofinančnih problemov. Nekaj več kot 50 tisoč novih brezposelnih, ki jih je Slovenija dobila v zadnjih 2 letih, predstavlja za nacionalne finance skoraj milijardo evrov letno. Tako v smislu socialnih transferov, se pravi denarja, ki ga dobijo brezposelni kot nadomestilo, kot seveda v smislu izpada plačevanja prispevkov, ki jih zaposleni plačujejo. In zaradi tega je tako, še enkrat poudarjamo, najboljša razvojna, kot tudi najboljša socialna politika ustvarjanja novih delovnih mest. Glede zadolževanja so trendi ravno tako zaskrbljujoči. V času te vlade je bilo izdanih za 8 milijard evrov obveznic, ki bo potrebno tako ali drugače sanirati. Vlada je najela kot neposredni dolg države več denarja, oziroma se je izposodila več denarja, kot se prejšnje vlade skupaj, vključno z podedovanimi dolgovi. In za letošnje leto je po vladnih napovedih predvideno, da se vsak prebivalec Slovenije še nadalje zadolži za 1000 evrov. Ta trend je izjemno zaskrbljujoč in predstavlja nekaj, kar bo ključna ovira tako nekim željam po večji socialni državi v Sloveniji v prihodnje, ko kriza še ne bo tako hitro popuščala, kot se je včasih pričakovalo. Predvsem pa je to ključna ovira hitrejšemu razvoju. Ko gre za finančno nedisciplino, je to izjemen problem, ki se ne kaže samo v številki skoraj 6 tisoč podjetij, ki imajo blokirane žiro račune oziroma so insolventna, ampak se kaže tudi v tistem prvem problemu, se pravi povečanje števila brezposelnih, s tem, da dela in zaposlitve tukaj izgubljajo ljudje, ki delajo v panogah ali branžah ali podjetjih, ki so perspektivna, ki lahko proizvajajo produkte, ki se prodajo, vendar nimajo obratnega kapitala, deloma zaradi problemov z financiranjem slovenskim bančnim sektorjem, v veliki meri pa zaradi plačilne nediscipline, spravi, ker ne dobijo plačno tisto, kar so naredili. In takšnih pogojih nihče ne zdrži dolgo. Skratka, problem je, ker zaradi tega propadajo tudi dobra podjetja. Naj spomnim, da je Slovenska demokratska stranka v prvih 2 letih mandata vložila že 2 zakona, ki neposredno zadevata odpravo problemov finančne nediscipline. In se tisto, kar zdaj govori tudi vlada, kako bi skrajšali plačilne roke, zagotovili tukaj nek red, bi morali že zdavnaj narediti. S tem, da je danes problem bistveno večji, kot je bil v letu ali 2 leti nazaj, kajti zdaj ne gre samo za to, da bi se zadrževalo denar, so tudi podjetja, ki to še delajo in ne plačujejo, ker jim pač ni treba in špekulirajo. Bistven del tega problema je, da denarja ni.
da nekje v verigi denarja ni in se potem razpotegne preko cele verige naročnika do zadnjega dobavitelja. Tudi ko gre za javna naročila, ki jih v celoti ali deloma financira država. Kot že rečeno, smo danes seznanili tudi širše vodstva organov stranke na državni ravni in na lokalni ravni z tem stanjem. Ne zato, da bi kritizirali, ker to tudi ni potrebno. Tega stanja se vse bolj zaveda praktično vsak državljan te države, ampak zato, da imamo jasno sliko, ko bomo razmejevali med tistim, kar je dobro in kar je slabo, in med tistim, kar je potrebno obdržati ali nadgraditi, in med tistim, kar je potrebno spremeniti. Kot že rečeno, bodo programi sprememb vključno z predlogom nove ustave oziroma s predlogi za nadgraditvijo obstoječe ustave pripravljeni do konca tega leta. In razpravljali smo, in to je tudi med vami zbudilo največ pozornosti, na kakšen način priti do zadostne podpore, da se ti programi uresničijo. Po tej razpravi, ki se še poteka, je jasno, da je naš cilj glede zagotovitve podpore tristopenjski. Slovenska demokratska stranka je že doslej v zgodovini dokazala, da lahko poveča volilno podporo, tudi za nekajkrat, kar se je zgodilo leta 1996, ali za skoraj 50%, kar se je zgodilo leta 2004. Vendar vemo, da samo to ne bo dovolj. Ampak prvi cilj je povečati podporo, kolikor je možno, rezultate Slovenske demokratske stranke, vse, kar je potrebno za to, da bomo predstavljali resno alternativo z pozitivnimi programi, bomo naredili. Druga stopnja je oblikovanje zavezništev, kakršno smo recimo oblikovali pred volitvami leta 2004 znotraj strank Slovenske pomladi. V zvezi s tem bomo začeli nekatere pogovore tako z Novo Slovenijo kot z Slovensko ljudsko stranko. V tretji fazi pa pričakujemo, da bo zaradi situacije, v kakršni danes Slovenija je, tudi na drugi strani političnega prostora pripravljenost za vsaj takšno sodelovanje, kot je bilo pred plebiscitom leta 1990. Skratka, v tej fazi si bo Slovenska demokratska stranka prizadevala za to, da pride do podobnega dogovora, kot ga je bil sposoben skleniti Demos decembra leta 1990 in doseči neko, če ne že popolno, vsaj dvotretjinsko in več kot dvotretjinsko soglasje za tiste najbolj nujne spremembe. To je odgovor na ta vprašanja, ki so bila zelo pogosta, na deloma provokativen naslov, ki je bil dan za temo tega posla.